Naša konferenca je prišla do konca. Za zaključek bi povabila vse predavatelji, ki ste še prisotni, da se pridružite na odru in bi vsak podal eno zaključno misel, ko jo lahko naši udeleženci odnesejo sabo domov. Ja, res sem mislila, zares. Začnemo pri največjemu, ali kako? Okay. Peter. Boštjan ima največjega fond. Se urečujem. Poravnaj desno? Ne. Ideja je v eni minuti povedati nekaj, kar boste lahko takoj naredili, ko pridete nazaj v pisarno, zato bom povedal zelo hitro. v2nivo.com je orodje, zelo poceni, zelo enostavno. Kupite ga, naloži vam vašo spletno stran, s kliki lahko spreminjate stvari in avtomatsko testira stvari. Super deluje, pejte domov, spremenite gumb kupi zdaj v kupi, spremenite barvo gumba v ta drugo barvo, ki je v vašem CGP-ju, probajte, delajte to naprej v2nivo.com. Zdaj zapisati? Ok. Moj nasvet glede na to, da je bila moja naloga, da pripeljete userje na page, mislim, da na 7. slajdu moje prezentacije, ki jo boste itak vsi dobili, so eni kvadratki, dajte v kvadratke izpolniti, preden naredite to. Ok? To je to. Super. Polka pa tiste kvadratke izpolnite, pa začnete gruntati o tem, kako za uporabnika pripraviti stvari, ki ga bodo izobrazne, ki ga bodo engagale in ki ga bojo na koncu spravili tudi do tega, da postane vaš zvesti kupec, ponavljajoči kupec in mogoče smo najboljša stranka. Ja, jaz mislim, da največ lahko naredite, če pridete domov in začnete razmišljati o tem, kje probleme vaši izdelki oziroma vaš podjetje dejansko rešuje. Tudi, če prodajate šraufe, je nekdo, ki te šraufe kupuje in mogoče od tega odvisna njegova služba. V B2B so problemi glih taki, kot v B2C. Če prodajate šraufe in ne veste, zakaj te šraufe rabi, pa svojega dela kot marketerji niste naredili. Tako da pomislite, kje probleme rešujete, pogovarjate se najprej o tem in potem bodo ljudje pripravljeni poslušati, kaj pa so vaše rešitve. Do konca delovnega tedna imate še 2 dni in petek, tako da za sredo pa četrtek priporočam levo pa desno, v petek pa kaj napišite, kakšno vsebino. Skratka, pogovarjate se s strankami, nalite si čistega vina, pa pol spite ta kozarc, če ga ne morete, pa mene povabite na kozarc vina. Jaz bom v bistvu sem to rekel, da glede na to, da med mojim predavanjem na začetku vas nekaj dosti dvigne roke, takrat, ko sem sprašal okrog uporabe poslovnih poročil, dajte to, kar mislim, da je bila tudi nekako rdeča praktično vseh predavanj danes, bodite data driven. To ne samo v digitalnem svetu, ampak tudi v realnem svetu, pa delite to na sistematičen način, da boste vedeli, kje ste, pa da boste na podlagi tega se tudi lažje pravilno usmerili, da boste prišli tja, kamor hočete jutri. Se pravi, odprite svoj Google Analytics, dajte Google Analytics ali Piwik ali nekaj. Pa pogledajte 3 stvari. Prva stvar, recimo, kateri kanali najbolj konvertirajo. Druga stvar, katera vsebina je tista, ki uporabnike najbolj engagea, po slovensko. Pa probajte seveda razmisliti, zakaj. In pa tretja zadeva, pogledajte, katera je tista vsebina, kjer uporabniki, kjer je tista zadnja vsebina, ki je najslabša vsebina, se pravi, na kateri vsebini uporabniki zapustijo vašo spletno stran in probajte tudi tisto vsebino popraviti. Eksperimentirajte, vsak teden nov prispevek, pa merite, kaj ste naredili, pa naj bo vsak dan za spremembe, ne za spati. Odprite svoj Google Analytics,
pa začnite razmišljati, kako bi lahko samo iz podatkov, ki jih imate tukaj, sestavili neko smiselno persono vaših uporabnikov. In z malo sreče boste ugotovili prvič, kateri podatki vse vam manjkajo, pa mogoče tudi boste najdeli kak nov pogled na svoje uporabnike. Zdaj še skaj. Razmislite, kaj lahko vi naredite, da olajšate življenje svojim strankam ali pa niti ne strankam, vsem potencialnim kupcem. Jaz imam tudi eno zaključno misel. Dajmo vsi aplavz za naše predavatelje. Hvala. Torej, to je bil konec. Hvala vsem za udeležbo na današnji In-Orbit konferenci. Po elektronski pošti vam bomo poslali anketne vprašalnike, za katere vas lepo prosimo, da jih izpolnite in nam tako omogočite, da naše dogodke še izboljšamo. Dobili boste tudi prezentacije in vse potrebno gradivo, da boste vse to izvajali tudi v praksi. Ja, se vidimo spet naslednje leto, pa je v Stožcah. Do takrat pa srečno.